Že je tukaj Valentin, ura je 10:07. Danes bom pa govoril o telepatiji. Zakaj bom govoril o telepatiji? Ker je na to nanesel pogovor potem, ko sem objavil na svojem Facebook profilu en video posnetek, taka parodija na ljudi, ki imajo dolge lase in kakšni problemi so povezani s tem, ko imaš dolge lase, ko se ti zatikajo in tako naprej. Potem je pa nekdo komentiral, da so dolge lasje koristni, ker so antena za telepatijo. Ker daljše, ko imaš lase, bolj lahko telepatsko komuniciraš z drugimi, predvsem z kakšnimi vesoljci, in v povezavi s tem je tudi reljansko gibanje, ki komunicira kao z vesoljci, in vesoljci naj bi človeštvu dali neke informacije, kako se izboljšati, spremeniti, iti na neke višje dimenzije ali celo na drug planet, kakorkoli. Skratka, kaj v bistvu telepatija je, kako deluje, kakšen je njen namen, koristi in tako naprej. O tem bi danes majčkeno povedal. Zgodi se, da včasih na koga pomislimo, pa nas ravno pokličejo po telefonu, ali pa nekomu nekaj rečemo, pa človek že nekako ve, kaj mu bomo povedali. Taki primeri recimo so dejstva, ki ne bi potrjevala obstoj telepatije. Obstaja komunikacija, direktna komunikacija z vsemi delčki tega stvarstva, ko postaneš eno z fizičnim, kajti preko fizičnega smo vsi povezani v enost, in na ta način tudi deluje meddimenzijski portal Destiny, ki omogoča direktni stik z katerimkoli delčkom stvarstva in neposredno, točno, jasno, popolno komunikacijo z tem delčkom. In tukaj ne gre za nobeno interpretacijo. Dočim telepatija deluje preko uma, deluje preko umsko-zavestnega sistema, ko se dva uma med sabo povežeta in potem poskušata ustvariti komunikacijo, ampak ta komunikacija ni točna, ni jasna, ampak je to interpretacija določenih informacij, in sicer izključno zato, da nas drži v stanju ločenosti od zavedanja realnosti. In tudi, če pogledamo ljudi, ki izvajajo telepatsko komunikacijo, ali pa določeni mediji, ljudje, ki pač se imajo za medije in propagirajo svojo dejavnost v smislu, da so se zmožni povezati z onostranstvom, z umrlimi biti in tako naprej. Kakšna je posledica uporabe teh informacij, kaj nam oni lahko pomagajo? Vse te informacije, ki so nekako na ta telepatski način posredovane, so vse v glavnem zato, da se ščiti interes ali določenega posameznika, v tem primeru medija ali telepata, ali določene ozke skupine, ki ščiti svoj interes. In v nobeni od teh telepatskih komunikacij se ne natančno pojasnjuje, kaj so dejansko vzroki za probleme na tem svetu, kaj bi bile praktične rešitve in kako lahko ta svet izboljšamo. Gre samo za neko interpretacijo, za to, da nekdo dobi neko osebno korist ali denar ali dobre občutke,
ali zato, da se pač pozornost javnosti preusmerja na določeno skupino. Če pa želimo v resnici izboljšati sebe in ta svet, pa ne potrebujemo absolutno nobene telepatske komunikacije. Ker to, s čimer rabimo komunicirati, je to, kar je tukaj. Druga živa bitja, drugi ljudje in lahko dejansko takoj z besedami skomuniciramo in se dogovorimo za to, kako bomo zadeve na tem svetu izboljšali. Predvsem pa, če pogledamo, kakšna komunikacija je najbolj potrebna, najbolj na osebnem nivoju je potrebna komunikacija z našim lastnim fizičnim telesom. Ker trenutno smo v stanju ločenosti od našega fizičnega telesa, smo v ločenosti uma in ne komuniciramo z našim fizičnim telesom. Zato ne razumemo njegove potrebe, ne razumemo njegovega trpljenja, ko umsko-zavestni sistem črpa življenjsko silo iz njega. Ne upravljamo z funkcijami fizičnega telesa, ne razumemo, kako delujejo notranji organi, kako se celice razmnožujejo. Skratka, zakaj bi si želeli telepatske komunikacije z nekim bitjem izven sebe? Še najbolj atraktivno so komunikacije s kakšnimi vesoljci, nekje iz nekega planeta. Zakaj bi si želeli take komunikacije, namesto da bi raje komunicirali za tistim, kar imamo tukaj, pred sabo, pred svojim nosom, pred svojimi očmi, z svojim fizičnim telesom, z ljudmi, ki so tukaj, z ljudmi, ki trpijo pomanjkanje, lakote, vojne, bolečine. Samo odpreti moramo oči in videti, kakšni problemi so na tem svetu, kakšni so vzroki za te probleme in po zdravi pameti začeti to odpravljati. Ampak ne, mi bežimo v neke fantazije, v neke posebne oblike obstoja, v neke višje dimenzije, gledamo v zvezde, na druge planete, iščemo neke vesoljce, zato da bi čudežno odpravili bedarije in svinarije in strahote, ki jih mi sami proizvajamo na tem svetu. To je popolnoma neodgovorno. Zato predlagam vsakemu, ki čaka na neke vesoljce, ki upa, da bo preko telepatske komunikacije dobil nek odgovor, naj se raje zamisli nad takim dejanjem, naj raje pogleda v sebi, kakšni odgovori so na voljo že v naši notranjosti, samo če uporabimo samo iskrenost. Če smo iskreni do samega sebe, lahko vidimo, kakšne stvari dopuščamo na tem svetu, kako mi te stvari, probleme ustvarjamo in kakšni so potrebni koraki za to, da se te problemi odstranijo. Nikogar drugega ne potrebujemo, nobenih čudežnih odrešitev, vse, kar potrebujemo, smo mi sami in da seveda skupaj z ljudmi, ki so tudi pripravljeni prevzeti odgovornost, da se povežemo in da potem ustvarimo dovolj veliko skupino, da smo zmožni preko praktičnih političnih vzvodov spremeniti družbene dogovore, zakonodajo in družbeni sistem, tako da bomo vsi živeli na tem svetu kot v raju na zemlji. In potem nam ne bo treba nikamor iti v nobene šeste dimenzije, na neke druge planete, nekam pobegati od tukaj, od tistega, kar smo mi ustvarili na tem svetu, ampak lahko enostavno se obnašamo odgovorno
in potem bo vse lepo in super. Toliko za danes, lepo se majte, čao!